v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke z veliko zaskrbljenostjo ocenjujemo zadnje stanje v zvezi z izgradnjo nove železniške proge, ki po našem mnenju vedno bolj spominja na avtocestno prakso iz preteklosti. Menimo pa tudi, da bo takšno nadaljevanje ogrozilo vitalne interese pristanišča Koper, kot tudi s tem seveda slovenskega gospodarstva, kot tudi privedlo do možne izgube 5. prometnega koridorja skozi Slovenijo. Čisto na kratko, malo za osvežitev spomina. Prejšnja vlada je ustanovila medvladno mešano komisijo med Italijo in pa Slovenijo, ki je ob prisotnosti evropskega koordinatorja za ta 6. prednostni projekt uskladilo traso, potek trase med Koprom in pa Divačo in pa med Trstom in pa Divačo, na tem delu med Lyonom in Budimpešto kot del čezmejnega projekta med Italijo in Slovenijo. Dogovor je tedaj tudi bil, da bodo vse te povezave grajene kot dvotirne železniške povezave. Namreč pomembno je bilo, da ima Koper enakovreden položaj, kot ga ima tudi pristanišče Trst, se pravi, da ima ustrezno povezavo Koper z zaledjem dvotirno, tako kot je predvidena med Trstom in pa Divačo. Hkrati pa se seveda tudi ta interes Italije omogoči, da sta Trst in Koper nekje povezana pri Črnem Kalu. Glede na informacije, ki sem jih tudi sam postavljal prometnemu ministru Vlačiču, kaj se dogaja na tem poteku in pa možnih spremembah koridorja, nisem dobil jasnega odgovora. Jasen odgovor pa je pokazala kar internetna stran Direkcije za investicije v javno železniško infrastrukturo, ki ima sedež v Mariboru, ki je razpisala nalogo za izdelavo predinvesticijske zasnove za drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom in iz katere je seveda jasno razvidno, da je minister aprila 2009 na svojem sestanku, tako piše v dokumentu, sprejel spremembo tega projekta. Se pravi, na sestanku, na svojem internem sestanku je očitno sprejel in prioriteto gradnje iz dvotirne povezave med Koprom in Divačo spremenil tako, da se med Koprom in Cepiščem, to je tukaj pri Črnem Kalu, gradi enotirna proga, od Črnega Kala proti Divači pa dvotirna proga. Se pravi, zakaj ta sprememba nam ni jasno, očitno pa, da je bil to nek interni dogovor. S tem je po našem prepričanju samovoljno posegal v dogovor, ki je bil sklenjen na strani vlad, in zanima nas, ali je imel za to ustrezno pooblastilo vlade, oziroma ali so ti sklepi podprti z sklepom vlade. Še celo več, italijanska stran pa je potem konec leta 2009 obvestila Slovenijo, da ta trasa med Trstom in Divačo za njih ni več sprejemljiva, tako če zdaj pokarikiram, da tale del odpade in da se pripravlja nova smer od Trsta direktno proti Divači. In projektna naloga, sama projektna naloga, ki je bila spremenjena, pa sedaj progo od Kopra do Divače v celoti obravnava kot enotirno. In spet ne vemo, ali so za to sprejeti sploh ustrezni sklepi vlade.